Kako to, da pogosto zamudimo prve znake bolezni pri mačkah? Zato, ker mačke bolj skrivajo bolečino in si nekako na drugačen način kot pes tudi to bolečino izkazujejo. Zakaj je osteoartritis pri mačkah tako pogosto spregledana bolezen? Morda zato, ker so mačke bolj samostojne v narekovaju, samosvoje, morda jih malo manj opazujemo pri gibanju kot pse, predvsem jih pa ne vodimo na sprehode, kjer bi se morda taka gibanja bistveno bolj pokazala. Kolikšen odstotek mačk starejših od 12 let ima vidne spremembe povezane z osteoartritisom na rentgenskih slikah? Če bi delali rentgen pri starejših mačkah, jih je lahko celo več kot 90%. V praksi pa je to spet vprašanje, koliko takih mačk se oglasi pri nas v ambulanti, ampak zagotovo nekje okrog 60% je naših pacientk, ki se oglasijo zato, ker imajo težave z osteoartritisom. Ali je osteoartritis res izključno bolezen starejših mačk? Ne. To ni samo problem starejših mačk, ampak je tudi nekje pri mlajših do 40% teh težav s sklepi, predvsem pri tistih, ki so velike dimenzije, kar se tiče velikosti in tudi telesne teže in predvsem veliko opozorilo pri predebelih mačkah. Kolikšen delež mačk starejših od 6 let ima znake osteoartritisa v vsaj enem sklepu? Nekje približno 60% starejših od 6 let že kaže znake osteoartritisa. Ni nujno samo v enem sklepu, lahko tudi v večjih in potem je seveda težava še toliko večja. Je osteoartritis lahko prisoten tudi pri mlajših odraslih mačkah? Tudi. Študije raziskav omenjajo celo mlajše od 2 let. Ne vem, če je kdo te raziskave delal tudi pri nas, ampak v naši ambulanti jih bistveno več opazimo pri starejših kot pa pri mlajših. Zakaj mačke ne šepajo tako očitno kot psi, če jih boli? Šepanje ni nujen znak osteoartritisa. Lastniki bodo prej opazili izgubo apetita, posledično izgubo telesne teže, spremembe v obnašanju. Recimo mačke se skrivajo na nenavadna mesta v stanovanju, lulajo in kakajo izven WC zabojčka, manj se umivajo, oklevajo pri odskokih in doskokih, ne pustijo se več božati, ne igrajo se več tako zelo intenzivno, čeprav so bile prej še zelo igrive. Katere druge kronične težave so pogoste pri starejših mačkah poleg osteoartritisa? Nekako naštevamo to skupino sladkorno bolezen, kronično odpoved ledvic, prekomerno delovanje ščitnice, težave z jetri in pa seveda, kot vedno, težave s sklepi, kot smo jih že omenili. Katere težave s kožo so najpogostejše pri mačkah? Večinoma so težave s kožo vezane na hrano. Lahko gre za alergije, lahko so vezane na nego, predvsem pri dolgodlakih mačkah, zato ker se ne pustijo česati, lahko gre za zunanje zajedavce, lahko gre za kakršnekoli stresne dejavnike, ki mačko dejansko pripelje do tega, da se praska, da se grize in da si dobesedno puli dlako. Kaj je antinol in kako deluje pri mačkah? Antinol so omega-3 in omega-6 nasičene maščobne kisline, ki so pridobljene iz zeleno-ustnih školjk. Teh aminokislin je veliko v eni sami skupini. So esencialne, kar pomeni, da jih telo samo ni sposobno proizvajati. Poleg zeleno-ustnih školjk jih v naravi najdemo še v ribah, v ribjem olju, v algah, nekaterih semenih in v nekaterih oreščkih. Če je pomanjkanje omega-3, omega-6, se kažejo težave s kožo, lahko se poveča krvni tlak, pokažejo se težave z ledvicami, s krvožiljem, srčni problemi se pokažejo se težave z vidom in pa seveda težave s sklepom, predvsem povezane z osteoartritisom. Kako antinol pomaga pri sklepnih težavah mačk? Pomaga enako kot pri psih. To pomeni, deluje protivnetno, posledično protibolečinsko. Nekako je to mazivo za naš hrustanc, zato da ne propada tako zelo hitro, zato da se nekako hrani vitalnost tega hrustanca in seveda upočasni prehod iz hrustanca na trdo kostnino. Kako antinol vpliva na kožo in dlako mačk? Vpliv je tako kot pri ljudeh, tudi pri živalih, kot pri psih, tudi pri mačkah. Zaradi zelo močno nasičenih maščobnih kislin je viden učinek, to se pravi, dlaka postane bolj bleščeča, ne lomi se več tako pogosto, koža postane bolj gladka, manj prhlajasta, manj luskasta, dlaka izpada manj in seveda je tudi splošen izgled mačke bistveno lepši. Kako se antinol pravilno uporablja pri mačkah? Antinol se uporablja v obliki kapsul.
Lahko mačka poje celo kapsulo, lahko pa mački takrat, kadar ne želi kapsule pogoltniti sama, enostavno kapsulo predremo in jo stisnemo v gobček ali na hrano. Moje priporočilo je zagotovo večja uporaba v hrano, predvsem priporočam uporabo mehke hrane, uporabo ali paštet ali vrečk, kjer so že koščki mesa. Manj je priporočljiva uporaba za briketi, zato ker se velik del kapsule razlije po površini posode, manj kot po briketih in ni nujno, da bo muca tudi to polizala. Kdaj je pravi čas za obisk veterinarja, če imamo doma starejšo mačko? Pri starejših živalih svetujemo seniorske preglede nekje po dopolnjenem 7. ali 8. letu starosti. Takrat se pogleda kri, pogleda se urin, naredi se ultrazvok in rentgen in seveda nek splošni pregled, ki nam pokaže neko splošno počutje mačke, neko njeno zdravstveno stanje. Glede na to, da so to preventivni pregledi, moram priznati, da jih z veseljem in z veliko koristjo uporabljamo, tako kot pri ljudeh in pri psih, saj so se že velikokrat izkazali, da smo odkrili nekaj, kar morda lastnik še ni vedel in smo uspeli pravočasno tudi potem odpraviti te zdravstvene težave.